Lidija, ki bi rada poslušala pravljico, je zavrtela telefonsko številčnico. Na drugi strani žice pa... Tu slaščičarna pri Sladki Presti, izvolite, prosim. Ali ni tam pravljica? Pravljica? Ne, pravljic pri nas ne prodajamo. Imamo pa imenitne torte, potice, kolačke, bombone, sladoled. Ja, na željo speče naš slaščičarski mojster tudi pravlično torto. Ali bi to rada, punčka? Ne, pravljico bi rada poslušala po telefonu. Gotovo si klicala napačno številko. Naša je 211. Aja, zmotila sem se. Zdaj je Lidija zavrtela še enkrat in ni se več zmotila. Na številki 111 se je oglasila telefonska teta s pravljico o Marički in Potički. Na robu mesta je nekdaj stala stara hiška. Potem, ko je umrla babica, je v njej stanoval dedek sam. Na dvorišču za hiško pa so v kurniku živele Putka, Goska in Račka. To so bile dedkove prijateljice. Hranil jih je in se pogovarjal z njimi. Nekega dne jim je rekel: Ljuba moja Putka in Goska in Račka, star sem in ne bo dolgo, ko bom odšel za babico. Potem bo za vas skrbela soseda Marička. Saj jo boste ubogale, kaj ne da jo boste, tako kot ste mene. Putka in Goska in Račka so pokimale, dedek pa je videl, da so žalostne. Ne, žalostne pa nikar ne bodite. Hiška bo čisto vaša. V njej bo imela vsaka svojo sobico z okencem na ulico. Če boste pametne, ko ste bile doslej, in pridne, boste lahko v miru in srečno živele. To so bile zadnje dedkove besede. Putki, Goski in Rački je bilo hudo za dedkom. Iz kurnika na dvorišču so se preselile v hiško. Res, bile so kot gospe, vsaka v svoji sobici. Stopicale so sem in tja, najraje pa so čepele na oknih in kukale na ulico. Pa ne samo na ulico. Tudi v sosednjo hišo so se ozirale in gledale Maričko, ki se je vrtela po kuhinji, pospravljala in veselo prepevala. Katarina, Barbara, kako si doma kvarvala, Putka mi je ukradena, pod belim gradom snedena. Hudi jastreb priletel, je Boga Putka sabo vzel. Pa tudi Marička se je večkrat ozrla na okno in pomahala Putki, Goski in Rački. Bil je dan pred praznikom in vsa ulica je dišala po sladkarijah. Gospodinje so pekle potice, krofe, piškote in druge sladke dobrote. Tudi Marička si je zavezala bel predpasnik in začela mesiti testo. Tako kot včasih babica, kadar je pekla potice. Ko je bila prva potička pečena, jo je Marička vzela iz pečice, jo posula s sladkorjem, prinesla k oknu, jo pokazala Putki in Goski in Rački ter rekla: Ta potička je za vas. Ko se ohladi, vam jo prinesem. Kaj pa naj mi damo Marički? So ugibale Putka, Goska in Račka. Ko se izvali moje prvo pišče, ga dobi Marička, Ga. Ko se izvali moja prva Goskica, ga. Jo dobi Marička. Rač. Ko se izvali moja prva Račica, jo dobi Marička. Rač. In tako je tudi bilo. Prvega piščančka, prvo Goskico in prvo Račico je dobila Marička, ki je odslej naprej še bolj skrbela za Putko, Gosko in Račko. Postale so najboljše prijateljice.
pa pesmica o putki Goski, Rački in Marički? Je ni? Kako da ne? Kar napnite ušesa, za vsakim vogalom jo boste slišali. Skozi prvo okno kuka ena putka, skozi drugo okno kuka ena račka, skozi tretje okno kuka ena goska. Koga gledajo? Gledajo Maričko, ki peče jim potičko. Gledajo Maričko, ki peče jim potičko. Njega mesto na tem svetu, kot je mesto tu tukaj. Lepo, čisto in veselo, za otroke pravi raj. Lepo, čisto in veselo, za otroke pravi raj. Tu igrišče, tam igrišče, parki z rožami povsod. V trgovinah so igrače, zlasti čarnah kup dobrot. V trgovinah so igrače, zlasti čarnah kup dobrot. A najbolje imeniten, tu tukaj svi telefon. Le zavrti tri enice, pravljico dobi za